Pozdravljeni spet v oddaji Ambienti. Kakšna je zelo pogosta zgodba velikih družinskih hiš pri nas? Da imajo ta stare v pritličju, ta mlade pa v nadstropju oziroma mansardi. Medgeneracijska pomoč je dobrodošla, vendar življenje pod eno streho marsikdaj prinaša izzive. Mi pa smo našli precej neznačilen in uspešen način sobivanja dveh generacij. Anka in Martina, mati in hči, povejta prosim vajino zgodbo, kako sta se vidve odločili zgraditi dve skoraj enaki hiši drugo ob drugi. Zakaj tak način? Kako sta prišli do tega? Nekako smo iskali prostor, kjer bi lahko hiše zgradili skupaj. Nenazadnje poznamo generacije, ki živijo skupaj. Želeli smo si, da smo nekje v bližini, pa vendarle ima vsak svoj košček zemlje in okolice, kjer si ustvari svoje življenje. Moja želja je bila predvsem imeti hišo oziroma poiskati večje bivališče za naju s hčero, prej sva stanovali v stanovanju. Mama bo pa povedala, kaj je bila tista glavna želja, zakaj si ona želela kljub vsemu v teh letih se preseliti iz bloka, kjer je živela v dosti udobnem stanovanju. In zakaj ne v eni skupni, ne? Jaz sem rojena na vasi. Dolga leta sem preživela v bloku, pa vendarle sem se želela vstopiti na travo, direktno iz sobe na travo. Zakaj dve hiši? Sva razmišljali o dvojčku, sva razmišljali o različnih rešitvah. Živeli bi vsaka svoje življenje, pa vendarle, da sva si blizu in si pomagava. Jaz sem upoštevala svoja leta, ona je imela svoje obveznosti, tudi svojo krasno hčer. In sem rekla, veš kaj, z ozirom na kredite in vse skupaj, z ozirom na moja leta, dajva midve to podeliti, ker ne vem, kaj se lahko zgodi, pa bo potem eni ali drugi lažje, če bo kaj za prodati ali nekaj takega. Pa nekako tudi recimo, jaz sem si prav tako želela pritlično hišo kot mama. Zdaj, mama je toliko stara, da nekako ona v nadstropje ne bo šla. Torej, jaz bi tudi bila spodaj, torej v pritličju in nekako to je bila potem ideja, gremo vsak v svojo hišo, pritlično hišo, zakaj ne dvojčka, nikoli ne vemo, kaj nas življenju čaka, mogoče bo kadarkoli potrebno prodati, upajmo, da ne, ampak če do tega pride, je nekako lažje, če je vsaka hiša na svojem ločena. In kako zdaj to funkcionira v praksi? Kako sta zadovoljni s to rešitvijo? Sta si dovolj blizu in dovolj daleč hkrati? Čudovito, čudovito, enkratno. Fino je, da ne prideš do sosedov v copatih, pa vendarle so sosedje blizu, no? Za prvo pomoč zmeraj na voljo. Povejte mi, kako sta se odločili za ogrevanje z infrardečimi paneli? Ja, sprva so v hišah načrtovali drugačne vrste ogrevanja, pri mami talno gretje na elektriko, pri meni toplotno črpalko. Investicija ni bila niti tako majhna, 12.000 evrov je bila okvirna cena za toplotno črpalko. Ker pa naša mama zelo rada kaj prebere, za novitete je zmeraj dovzetna. Lepo, mama je zvohala noviteto. Ja, jaz sem tista, ki preklam. Saj tudi ideja o eventualni elektriki oziroma električni elektrarni. Aha, sončni elektrarni? Sončni elektrarni je že v moji glavi. Torej bodo prišli paneli na streho? Ja, bodo. Obe dve sta pediatrini, a je ta infrardeča toplota podobna kot pri inkubatorju za prezgodaj rojene dojenčke? Ja, nekaj takega, da. Tako se nenazadnje infrardečo toploto oddajajo vsa telesa, ki so ogretane. Saj to ni nič nenavadnega, tako. Stikalo se vključuje samo, panel je na stropu, mi z ogrevanjem nimamo dela. Aleš, na kak način delujejo ti vaši novi regulatorji? Novi regulator deluje na ta način, da ne delujejo v bistvu preko histereze. To pomeni, da on ima točno doda toliko temperature v prostor, ko je pač potrebno. V bistvu večkrat na sekundo izračunava, kakšna moč je potrebna v prostoru. Zato so veliko bolj natančni, bolj enakomerna toplota razporejena. Potem pod panelom več ni koncentrirane toplote. To pomeni, da je bolj blaga toplota, paneli se segrevajo tam nekje med 30 in 60 stopinj, kar pomeni, da je življenjska doba panela lahko zaradi tega daljša, poraba pa zaradi tega, ker so enakomerno predmeti segreti, tudi lahko do 25% manjša, ker ni izklopov, pa vklopov. To pomeni, da recimo pri navadnih termostatih mora najprej vse predmete segreti, da se potem zrak segreva. Tukaj v bistvu samo temperira in je vedno 22 stopinj, če nastavite, temperira, da slučajno napada temperatura iz vseh kotov. To pomeni, da je vedno enakomerna toplota. In največ energije se pa potroši takrat, ko se panel izklopi, pa morate nazaj dvigniti temperaturo celotno.
V primeru sončne elektrarne, kakšno bi potrebovali, da bi zadostovala potrebam ene take hiše, torej za IR panele in za gospodinjstvo? Mislim, da gospa ima veliko hišo, nekje 110 kvadratov, to je skeletna gradnja, novejša gradnja. Letna potrošnja za vso gospodinjstvo in ogrevanje vode, ne, potroši nekje okoli 8000 kW na leto. To pomeni, da fotovoltaika potrebna nekje 7 kW. Ne. To pomeni, to je investicija nekje okoli 8000 evrov do 9000 evrov. To je nekje investicija v panele je bila malo manj kot 4000 evrov, ne. To pomeni komplet nekje manj kot 13000 evrov, zadostiš samo skrbo. To pomeni vso gospodinjstvo, vso ogrevanje in vso porabo za panele. Ne. Poraba za panele je bila nekje okoli 3200 kW, ne, ampak trenutno s temi novimi regulatorji ne bo verjetno še manjša, ker gospa je prej uporabljala še navadne termostate. Ne. Ne vem, kaj naredite za Božič, kajti hiša nima dimnika. Kako pa to zrihtate? To je zelo skrbelo tudi Taro, mojo hčerko Taro. K sreči je zgleda, da je to svetovni problem in risanka Božičkov vajenec je tudi na to odgovorila. Namreč Božiček ima poseben prah in v trenutku, ko Božiček pristane na strehi, potrese streho s tem prahom, nastane dimnik za nekaj minut, toliko, da Božiček odloži darila in potem ta dimnik izgine. In takrat je tudi Tara lažje spala in seveda tudi nas je obiskal Božiček. Štima. No, zdaj smo pa tole razjasnili. Hvala. Tega pa še jaz nisem vedel. Ja.